Kje si sošol? Kje si, prijatelj? Kako smo? Evo me. Evo, lepo te videti, lepo te Vidiš, videti. koliko je majhen, vidiš? Martin Krampelj, moj sošolci srednje šole. Evo nas, Evo. spet smo tle. Reprezentant, na novo pečeni. Na novo. Gremo eno na eno, ajde malo. Dej, prijatelj, Kot v starih cajtih, dej. če sem te v srednji šoli nabal, te bom tudi danes. Če zmagam, mi bo prav avto. To sem slišal. Pa jaz bi se malo tresel, če bi ti veš. Ne. Mi sva bila sošolca prvi, drugi letnik. Pol tretji letnik si šel v Novo mesto, za Krko igrat. Ja, pa sem šel pol na šolski center. Od tam naprej si Sem šel pa že v Ameriko. Ja. Sem šel pa v Ameriko. Čakaj, prej si pa pač na Brinju in to je to. Ne? Ja, na kakšne grosuple. Pa kako se ti je pa vse to začelo? Si imel že od začetka agenta, ali si se to sam znajdel, pa preko vez, ali te je kakšen trener opazil, ali kako je to? Od začetka je bilo tako, Tejo Hojč je bil trener v grosuplu in pol je šel trenirat v Krko, ne, mladince in je rekel, da če prijem zraven, tako. In sem rekel, ajde pa gremo. In pol, ko sem prišel v večji klub, pa so tudi agenti začeli klicati. A ste vi športniki, profesionalni športniki, sodobni gladiatorji? Doskrat se tako pogovarjamo, ja. Ja, dejansko. To je pač neka polepšalnica za pač kar delamo, ja. Pač včasih so se tolkli do smrti, mi se ne do smrti, To je ampak res, tako. entertainamo ljudi, zabavamo ljudi, se pravi, tam te gleda 3000-5000 ljudi in jih ti zabavaš in igraš in to je to. Tudi če je tekma zmenjena. To ne vem. Jaz sem zivančne, rekel. Jaz sem zivalc. Stari, a si bil kdaj na tekmi, pa si vedel, da je zmenjen? Ali pa Ne. da ti je kdo rekel... Stari, to je ne, toliko potihom, da... Pač to sta mrda dva igralca, Ja, kaj pa veste. tudi ne vem, v Nisi teh bil ligah, nikoli ki tak. sem jaz igral, mislim, da ni. To je bilo kakšna avstrijska druga liga, pa kaj tako, veš, da bi orang to delal, biznis iz tega. Za ostalo pa ne vemo. Ja, Tako, pa tako. to itak ni dobro za šport, tako da O tem niti ne se bi ne govori. sodeloval, ja, ne govoriš in to je to. Top. Dajmo pokazati, če si ti vreden te službice, ali bojo Ajde, da vidimo. pred tole roglo mogoče mene To imaš ti poklicali. neko manjšo žensko žogico. Ko da je? To vidim, je da street basketball Ja. lopta, ne? Ajde. Krampelj, A sem ti rekel? Jaz Ja. vem, da se s tabo ni za hecati, jaz te poznam. kako se to Kam se gleda? umikaš? Kam se umikaš? Pizda si Ni velik. skoka. Samo eno šut imamo. A ja, so Ne več bom šut. jaz letel tle gor pa dol. Fak, me že neki mišice. Ja, sej to, a vidiš. A tako se igra obramba. Ja, čakaj, jaz te imam zdaj... Aha. Ah. Aha, in pol sploh ne Ja, rabim... reserteri. Pizda, kaj li pa tle naredim? Jaz mislim, da lahko kar nehava, veš. Ne. Ja, trojko ti v gaz dam. Hopa, copa. Smo že kaj fertik, evo. Že konec. Do koliko pa se igra? Do koliko bi šel, povej. Ma ne smeš gor na finto šuta skakati sploh. Ker vidiš, kaj se zgodi. Dobar, ti imaš... Po mojem imaš več šans, da mi pustiš, da šutnem. Ja, dober sem. Malo boš še treniral, pa bo. Si Kaj? ti tudi v facu. Takole sem ti v srednji šoli, da nisi videl na koš. A to delajo zdaj kaj? Zdaj ste itak vsi tako veliki, da... Dobro, da ni bil airball, a? Ker pol bi rekel, to moraš pa porezati, Mark. Ne. Torej kot prvo ne bo airbola nič bat. Aha, Ne bo treba nič rezati. da jako, Pa bo, blok. pa bo. Bravo. Blok. To, evo ga. Pet manga. Nič nisem videl. Dobar je. Če bi jaz imel mišico, spucal, sem rekel, sem bil resen. na ogrevanju ste vsi videli, kaj sem zadel, pa kaj on ni. Pa ta vinar zbole kar nekaj. Mogo boš kakšno obrambo še odšpilati, drugače boš do žoge sploh prišel. Pa boš pa rekel faul. Levo na dva dribla! Ja, z levo. Bravo, Marsko! Kje je žoga? V košu. Dajte jo iskat. Ne, greva iz sredine. Ok, to si zmagal. Vsaka čast. Zakaj se gremo pa zdaj stati? Za kosilo. Do prvi zadane iz sredine ne rab plačati kosila, se pravi, unka zgubi plača kosila. Pa jaz začnem. Veter! Dobro. Veter pa je, ja. Daj pejte iz mrežce pobrati zdaj. Res malo piha. Naravnano je bilo pravilno. Tam še malo dodam, pa Ja. gremo jest. Ja, telefon umaknem, če te bo kdo klical slučajno izklopi, da greš lahko igrat. Aha, To je bil veter, blizu, stari. blizu. Ne vem, kje boš rezal, Jakob, ampak le. Kar odreš tlele. Idemo! Bravo!
Ej, to so novi koši in na njih se ne smemo Kaj obešati. bomo jedli? Kalamare, zrezke, vse. A dosti poješ, glede na to, koliko si... Seveda. A ti imaš drugač kolo, ali s čim se voziš okoli? Ne, imam avto, ja. Se bomo sedeli, pa bomo šli. Tebi je bil to Mercedes že od nekde, ne? Mercedes za mano namreč. Ja, bil je Mercedes zato, ker je bil od očeta. Ja, pa ne, ja, lušen. Lepo se pelješ kot predsednik, meni je top. Kaj ti pomenijo avti? Zate so najbrž od točke A do B, do treninga, do tekme, ali še to ne, do Ja, avtobusa? pa še to dobim od kluba avto, tako da ponovadi so tu kakšni bolj manjši. Drugače pa, ko pa prijem domov za 2 meseca, je pa fajn, da imam še nekaj, ne? Ja, nisi šel pa... Da bi imel pa svojega pol cel let, pa pač ja, ok, lahko ga imaš. Nisi rekel, niti zdaj to toliko pomeni, da bi rekel, zdaj pa hočem en hud avto, ker pač sem profič in sem basketaš in čau. Ne, mislim, Na tej točki življenja, če bi bil doma, bi si kupil kakšen športno ali pa kaj tako. Dobar, ne, tako te vprašam. Ja, lej. Jaz se bom preoblekel, noč pa greva kakšno reči. Nahajava se v katerem Mercedes bilo, veš, kjer je to? Ja, vem. Okay. E270 Ja. CDI, Avantgarde je ta, je malo opremo, dobro. Letnik je pa, dobro vprašanje. A je fotor kupil noga, 2.3 je? 2.3. Ne, je že uporabljen, ta je nemški. Žakar je delal v Nemčiji in ko je nehal delati, ga je pripeljal nazaj v Slovenijo in ga je vozil samo Kmaš. Yes. In to je to. Ja, saj to je avto, sem za Kmaši još. Se pravi, danes je z nami, kot rečeno, Martin Krampelj, profesionalni košarkaš, skupaj so bila že v srednji šoli, sošolca, skupaj so bila na popravcih, skupaj so čez marsikaj. In danes sva se ujela, da posnamemo nekaj na te stare čase, da rečeva mogoče kakšno anekdoto, če se bomo spomnila. Pa da boš povedal, kaj se ti je v bistvu zgodilo vse vmes. Tako. No, v glavnem, ja, midva z Markom sva dobra prijatelja, že ful dolg časa. In zdaj sva rekla, da bomo malo posnela skupaj, da malo obudiva spomine in to je to, evo, lej. Kaj je bilo na Krki? Na Krko sem šel, ker me trener, ki je bil v Grosuplju, Teo Hoč, me je poklical tja in sem se mogel pol tudi prepisati srednjo šolo, in sem šel na šolski center Novo mesto in potem sem tam naredil še izpit za avto, pa tako naprej. In potem sem se jaz po končani srednji šoli odločil, da bi rad imel še neko dodatno izobrazbo, kar v Sloveniji je dosti težko to delati. Oboje hkrati, tako da sem se odločil, da grem v Ameriko in sem mogel najprej 1 leto na prep school, tako da sem naredil še te teste za angleščino, ker sem jih naredil dobro. Z lahkoto. A to, da boste vedeli, imel je popravca z angleščine? Ja, da ne bomo rekli. Imel, jaz ne. Ti si imel 2, ne enega. Pa 3, se ne vem. Čakaj, se pravi, ti si šel v Ameriko v prvi vrsti zaradi šole, ne zaradi basketa? Ja, ali si se hotel sem dobiti neko kombinacijo, da bom pač lahko delal oboje, oziroma da če se mi karkoli zgodi, v košarki, naprimer, če bi ostal v Krki, pa da se mi karkoli zgodi, pač bi mogel tudi na šiht za srednjo šolo, ali pa pač ne vem. Tako pa, ko greš tja, sem pa sem diplomiral iz podjetništva, ekonomska smer. Sem dal tudi na Ministrstvu za šolstvo to overiti, pa vse to, tako da imam priznano 7. stopnjo in to je to. Nisem vedel, da si tako gledal na to, jaz sem mislil, pač hotel si prto MBA in to ti je bila prva stopnička. Najbrž si hotel, ne? Ja, valjda, ne. Tudi pogoje imajo pač. Vse vidiš, zdaj hodijo vsi, veliko mladih hodi v Ameriko zdaj, ker pogoji so res vrhunski. Tam imaš za spat, za jest, za v šolo iti in dvorano vse čez cesto oziroma vse v enem kampusu, in je dosti lažje živeti. Ker če boš ti se vozil vsak dan na trening 1 uro, pa na faks 1 uro, pa tam, ja, premalo je cajta v dnevu, veš, da boš... Dobro, pa na pogoje ciljaš tudi na samo infrastrukturo, Jaz sem te videl po storjih, ti si bil pač v fucking srednji šoli in si bil kar po džakuzih, kar pravi profiči, košarkaši, V teh ligah oni delajo denar, in delajo biznis in se gre veliko zaradi biznisa in če nimajo tega, pač zaostajajo, veš. In oni v bistvu morajo. Oni imajo veliko donatorjev, teh bogatašov, pa to, ki donirajo šoli, da zgradijo te zgodbe, pa to, ne. Pol posledično ratajo tudi neke zvezde lahko, Ja, seveda, saj so draftirani igralci, zdaj je bil letos, pa lani tudi iz te moje šole. In to so na tekmah po 16, 17, 18 tisoč folka vsako tekmo, veš. In to se na študentski tekmi. Na študentski, to je prav polne stolice, so tam študentske tekme. Tako. Fuck.
Noro. In kje si bil to, da bodo gledalci imeli občutek, v katerem kraju, katera šola, katera univerza? Ali kako je to? To je bilo v Ameriki, v Nebraski. Nebraska je čisto v sredini Amerike in mesto se pa imenuje Omaha. Američani pravijo, da je to bolj tako, bolj na kmetih oziroma bolj tam, kjer pač ni dosti velikih mest, Miami, New York, LA, ampak Omaha je kar tako, je milijonsko mesto in koruza je kar daleč od tam, kjer sem jaz bil, tako da sem bil v mestu na koncu. Na tekme smo se pa pač vozili v Chicago, pa v New York, pa pa Michigan, pa tako naprej. Tako da tam so pa pol spet te boosteri, se jim reče, te, ki imajo denar, pa so posodili 2 privatna letala. Slovo prave čajte. Ja, enega za trenerje, enega za igralce. In igralci smo se vseli na enega, trenerji na drugega in smo šli na tekmo. Noro. Evo, tukaj naši pridni policaji merijo hitrost, a si šel v redu, si šel. Super. Se pravi, ja, to je bil nek level, ki ga tle v Sloveniji ne moreš doživeti in tam si ga. Najbrž si spoznal tudi tam marsikoga. A sme kakšnega soigralca, ki je zdaj v NBA, naprimer? Zdajle, ja, ne, soigralc ni bil. Bil je ta Doug McDermott, ki je od trenerja sin bil. Pa je prišel v NBA. Ja, pa je prišel v NBA, pa še zdaj v NBA. Drugače sem pa imel 2 soigralca, ki sta pa bila v NBA-ju, pa zdaj nista več. Aha. Ena je zaradi poškodb, ena je zaradi splet okoliščin, pač moraš imeti kar dosti športne sreče, pa dosti zdravja, pa vsega, da prideš do tja, pa še da obstaneš tam, veš. Se pravi, že tudi če si tam kot študent v tej ligi, še ne pomeni, da boš kar v NBA igral, rabiš še nekaj, da to pride. Ja, itak se je to, tudi ko prideš v NBA, oni rabijo en let, da tebe razvijajo tako, kot te oni hočejo razviti, veš. Razen, če si neki že prej, mislim, Dončića so samo noter poslali, ker so bili že od prej, ker je imel že pač tudi Euro izkušnje in tako ne. Zdaj, če primerjamo, Dončić je itak eden na milijone. Ja. Tako da... Pa kakšni drugi, ki so first draft piki. Ja, to so pač fantje, ki so rojeni pod zvezdo oziroma so v spletu okoliščin se znajdeli in da so uspeli tako, kot so, svaka jim čast. Je pa veliko takih, ki probajo, pridejo do tja, veliko je tudi takih, ki probajo, pa ne pridejo do tja, veš. Tako da, ampak je pa lepo videti Dončića, da mu rata in da ga porinejo noter v ogenj, ja, itak, to je noro. On je igral Euroligo, Euroliga se sam reče on, da je to težko zaigrati, pa težji ka NBA-ju dati točke, pa tako naprej. Tako da jaz se čisto strinjam. Se pravi, mora biti kar velik spletov okoliščin, da ti v bistvu rata v športu, ni zadosti tam. Trening, odrekanje, mora biti tudi neki sreče, poznanstev. Lej, lahko imaš dobrega agenta, lahko imaš enega trenerja, ki te porine. Kaj misliš, da je velikokrat se tudi starši mešajo vmes, kar sicer ni glih najbolj priporočljivo, ampak lej, odvisno kakšno ozadje imajo. A misliš, da je boljš, da starš distanciran od tega? Ali misliš, da je boljš, da te spodbuja in te pelje na vsako tekmo in se tam pogovarja s trenerom in tako naprej? Lej, moji starši so bili zmeraj tako, mi te bomo podpirali, kar se boš pač odločil in to je to. In zmeraj so mi dali to vedeti, da me podpirajo in niso hoteli, da gremo v Ameriko, ampak so pač, lej, podprli so me v šolo sem šel, naredil sem jo in to je to, a veš. Zdaj, če ne vejo dosti, je dobro, da se malo pozanimajo, dobro, da se pogovarjajo z ostalimi starši, dobro, da se pogovarjajo s trenerjem, nič narobe. Jaz mislim, da so vsi trenerji zelo dostopni, zelo radi bodo povedali, ne bo pa tako, da so govorilne ure v šoli, a veš. Ne bodo imeli zdaj pa pridite, pa vam bom za vsakega posebej povedali. Jaz sem ti dal to kost bolj zaradi tega, ker pač pa imaš primere staršev, ki pa pride do trenerja, pa najbrž kaj da pod kuverto, pa igra pol sine, ki si mogoče sploh ne zasluži mesto v prvi peterki. Ja, to se dogaja, to je tle samo vprašanje pol denarja, koliko ima klub denarja, in če mu paše klubu, da dobi denar, pol ga bodo dali tam malo ga pa riskirali, na koncu morajo tudi oni živeti od nečesa. Zdaj jaz se sicer ne strinjam s temi zgodbami, ampak pač... Je še zmeraj biznis in... Ja, pač jaz nimam duše, da bi kaj tazga delal, ampak a veš, če si pa primoran to narediti, pa pač mora, jaz ne vem, Razumem. Upaš, da ga tam malo dobro razvijaš, po eni strani ti tudi ekstra da denarja, da tam malo zdresiraš oziroma da ima tam malo voljo, da on trenira. Če ima voljo, je vse lažje, lahko, a veš. Ampak ja, če ga pa ostali otroci vidijo, da si ne zasluži, pa da on igraje, pa to tako, Ampak ni to nič drugače v Sloveniji, Španiji, Italiji, se je povsod isto.
Kaj pa misliš, da je bilo pri tebi ključno, da si prišel zdaj, da si prehodil vso to pot, ki si jo prehodil? Ali je bilo to ta tvoja odločitev, ki si šel v Ameriko? Kaj je bilo ključno, da si pol v bistvu ratal profesionalni športnik? A si se v Krki že imel za profesionalnega športnika ali pa v Brinju, naprimer, ki si začel? Ne, nisem. Kdaj si dobil občutek, da zdaj sem košarkaš zdaj? Ja, dobro vprašanje. Po moje, takrat, ko sem šel v Krko, sem imel prvi šok. Zdaj grem pa od doma, zdaj pa se gre za res, a ne? Ampak sem igral pri mladincih, a ne? Ja. Tako da, pa ko sem še prišel v Ameriko, pa valjda, tam pa to je pa čisto druga zgodba. Mislim, folk nas je ustavljal v trgovinah, da bi se slikali z njimi, ne vem. Po tekmi nisem prišel v garderobo 10 minut, ker so si hoteli podpise, pa tako naprej. Noro. Tako da tam je bilo pa pol res ja, zdaj pa je to moja osebnost, oziroma na tem bom gradil, to mi je dobro. In pol upal, da se uvrstim na NBA draft, oziroma da pridemo v neko profesionalno ekipo, in to mi je bil pol plan, takoj ko diplomiram. Ja. A si bil kdaj blizu? A so bile kakšne govorice ali pa ti agent namignil, te se pa zanimajo zate, zrihtam ti probo? Ja, tam, ko imaš konec šole, Ja. maja, imaš pol še čas, da greš na probo k tem NBA ekipam, in oni imajo tako, ne vem, koliko je, po 9 nas je bilo v skupini, oziroma 6 včasih, in smo igrali 1 na 1, shooting drille in tako naprej. In oni te pač povabijo, ti plačajo karto, ti plačajo hotel, dajo ti opremo in ti pač prideš tja, treniraš s temi ostalimi fanti še in te pol gledajo, malo te probavajo. Oni itak vse vejo že o tebi, preden ti sploh stopaš noter, oni imajo vse tvoje social media, vejo, kako je staršem ime, vejo, kako je vse vejo, tvojemu prvemu trenerju, kjere besede si največkrat uporabljal na social medijah, vse imajo. Intervjuje, kaj si rekel, ali si kakšno neumnost naredil, ali Vse. dal kaj neumnega na story, pa vse vejo. Vse vejo. Pač v šoli, če je kakšnokoli problem, oni pridejo na kampus, za nekaj pol draftirajo, ne? Ja. Pridejo na šolo, na kampus in grejo do učiteljev. Ampak ti sploh ne veš, da je to NBA personel. A veš? Ti misliš, da Ti misliš, da je to en tam. In oni sprašujejo učitelje, kakšen se ti zdi on? Ja, Kot človek. tako. A je priden, a pride na uro ob uri, ali zamuja, a spi noter, kva dela, a je priden, a veš, vse vejo. Lahko si hud, najboljši, Ja. ampak zamujaš na ure, delaš neumnosti in pač nekdo od teh, ki bojo iskali te talente, Ja. se bo zaradi tega odločil, da te ne vzame, ker nisi vodljiv človek. Odvisno, koliko imaš leverage, odvisno, koliko si res dober v basketu, ampak nimajo oni cajta se s tabo ukvarjati, da boš ti prišel na trening takrat, ko ti oni rečejo, oziroma 5-10 minut prej. a ne. Nimajo oni Oni cajta nimajo biti- tega cajta, da bodo tebe te value se učili od začetka. Če si ti pri 23 nisi naučil, To bi stari- tvoj fotor pa mat mogla narediti, ne pa. Ja, ne, itak, tako ne. je. Jaz- Fuck. Ja, in Koliko dip gre to, ja, ne? kakšni so res, a veš, kakšni res po domače rečeno se jim malo lijo, a ne. Ok, kaj se ti je tam kaj zgodilo v Nebraski? Ali je bila Ja. kakšna prelomnica tam zate, ali si tam poškodoval kolen slučajno minsko? Ja, tudi ja. To te je najbrž kar zaznamovalo. Ja, sem dobil nagrado za comeback kid. Se pravi, aha, Da v sem ligi. prišel nazaj, po poškodbi, a veš, ker sem tukaj trmazil, da sem Štekam. prišel nazaj. Kaj je bilo s tem kolenom? Najbrž nočeš neki ful o tem govoriti, ampak No, ne, se izdi ni, dušo. sploh ni panike, je to, ko enkrat, a veš, daš čez v glavi, sploh ni panike. Pač tam sem prišel in sem se, da bom šel v prodor in sem se odrinil od noge v Tekma. soigralca na treningu. Aha. In soigralec je bil 4 leta starejši, malo več ga je bilo skupaj in jaz sem ga hotel odriniti in sem toliko porinil, da mi je koleno zaplesalo, ne. Sem šel na magnetno, sem povedal, da je to in da grem, da ima enega dobrega doktorja, da me bo on zrihtal in to je to. Pa so ti rekli, da se boš vrnil, ali so ti rekli tako, fakt ti ne vem, če boš igral, ali... Ja, so me kar dosti sprašvali, a boš ti sploh še igral, pa to, pa sem rekel, pa kaj je z vami? Ja. A mi manjka noga ali sam ligament manjka noter? To boste dali nazaj noter in gremo naprej. In gremo probati še enkrat, Ja, ne? kaj pa? In je ratal in si prišel nazaj, ampak a ni bilo pol še enkrat? Ja, pa je bilo pa še enkrat, ja. Pol je Isti bilo pa, ali drug? Ne, pa je bilo pa na tekmi, je bil pa drug. In je moj soigralec izgubil žogo na sredini, jaz sem bil pa še zadnji za njemu, ko sem podal žogo in je izgubil žogo. In sem jaz, da ga bom ustavil, tega igralca, a ne, in skočim v zrak in pride moj soigralec pod mano in mu spreletim na nogo in stopam na nogo in spet zapleše koleno. In Pač malo nesrečne zgodbe, ampak
so Stari, del, pri športu je tako. stavni del športa je to, ne. Ja, Pol si še enkrat dobil nagrado za kombi. ja. Ne, pol po temu so mi pa dali, evo, zdaj ta si pa zaslužne. In pa smo Ja. doma pokalček, to res ono spoštovali, videli, da se da, veš, ono, Ja. vsi so kar dobili inspiration. Ti je ta zgodba najljubša zdaj v karieri? Ja, je bilo kar lušen. Ja, Mislim. Mislim, da se bova vrnila, mogoče še nazaj. Kaj je bilo polej po tem koledžu? Kam si šel? Ja, pol sem šel na NBA Summer League z Denver Nuggetsom, a ne? In potem nisem bil izbran na draftu in potem sem podpisal za CD-vito Olimpijo za 2 leti. In sem šel jaz tja, nisem igral in sem šel na posojo v Andoro, tam pač blizu Španije, ja. Tam boš šel ti z motorjem kdaj. Ja, je Tam je lepo, lepo, ne? ja. Pol sem pa tam igral za 3 mesece, pa sem pa prišel nazaj v Olimpijo in Covid, puf. In pol je bil vsega konc valjda in so skenirali pogodbe in to je bilo to. In pol spet od začetka, pol sem šel na Poljsko, pol sem bil v Kanadi na summer poletni ligi, pa Urugvaj, pa Italija, pa Andora, pa Kazahstan, pa Japonska. V Turčiji sem bil zdaj, v Libanonu sem bil tudi zdaj nazadnje. Pa se zdaj hočeš kaj ustaliti ali pač, ko pride dobra ponudba, rečeš, ok, grem tej ekipi pomagati. Pač zdaj si itak že toliko zamenjal, da si kaj Ibrahimović, ne? Zdaj pač, ko pride dobra ponudba, greš, ne? Ali kako? Ja, valjda, mislim, če se ti izplača v življenju, če se ti izplača finančno, če je punca za to, ja, valjda greš naprej, ampak lej, zdaj sva stara koliko. Zdaj smo mlajčke delala, ne? Ti ga boš še. Jaz ga bom še. Tako da ja, ko smo enkrat čez 30, je pol športna pot se začne, ok, zdaj smo na vrhuncu, ampak gre počasi dol, ne. Tako da ne bi rad zdaj jaz do konca se zmozgal, ker se mi ne da. Mislim, niti se ne bom, a veš, ubijal za nekaj, če grem lahko tam na šiht, lepo delam in to je to. Si lepo doma z družino, da se ti ni treba po svetu matrati, ker je težko. Ja, verjamem. Kakorkoli pogledaš, ja, sej je lušen, sej ne rabim dosti delati v narekovajih, ne, ampak nisi doma, nisi v svojem okolju, nisi s prijatelji, pač tam imaš tistih 12 prijateljev, soigralcev, ki si za en let z njimi in pol itak Greš gre naprej. vsak svojo pot in ne moreš težko kontakte držati, a veš. In pač si v bistvu tam delaš biznis in igraš in to je to. Zdaj pa se mogoče vrniti na tisti čas, ko si prišel v Olimpijo. Najbrž kot mulj si spremljal Olimpijo, si hotel z Olimpijo igrati, najbrž vsak Slovenc. Ki v basketu, mu je to pač prvi cilj. Kakšna je bila tvoja izkušnja z Olimpijo? Mogoče ni bila tako sladka, kot si najbrž hotel, glede na to, da nisi toliko igral. Ampak ja, najprej si bil zadovoljen, da si prišel domov in da igra za najboljšo ekipo v Sloveniji. Meni je bilo to top takrat, ko sem jaz podpisal za Olimpijo za 2 leti, ker sem vedel, da bom 2 leti doma in takoj, ko se je tisti Covid začel, sem jaz rekel, vem, da bo konc, vem, da ne bo nič. In to je to. Zdaj, jaz sem bil še dosti mlad. V tej CD-viti Olimpiji novi takrat, ki je pač sponzor prišel. Ja, ker so imeli tudi ambicije dosti visoke in tako naprej in tako naprej. In pač me niso ponudili in sem pa mogel iti na drugo pot, sicer sem mogel čakati, da se ta Covid neha, ne, ker pač so vse zaprli, pač zame je takrat biznis zelo utrpel. In jaz sem bil v najboljših letih, da se razvijam, pa niste smeli igrati. Pa smo vsi doma sedeli z maskami na glavi, ne. Tako malo sladko-kisla izkušnja bila zate. Ja, pa tudi zdaj, a veš, ko smo nazaj, okej, sej, ampak ta prve 2 leti tudi sponzorji niso upali dati denarja, veš, ni bilo to. Ja, vse firme, vse je potegnil za sabo, to je bil. Vse mačkan nazaj, ne. Začaran krog je bil takrat. 2 leti in pol, zdaj se šele pobira, oziroma zdaj se je pobral in zdaj pač spet klubi laufajo in imajo denar in lahko plačujejo, tako da. Ok, če je bilo to leta 2020, je bilo pa za slovenski basket 2017 nekaj neverjetnega, kar si noben ni mislil. In mogoče, najbrž ne veste, ampak tudi takrat je bil Martin Krampelj na pripravah za evropsko prvenstvo z reprezentanco. Zdaj mi malo opiš, takrat si imel prvi v poklicu člansko reprezentanco. Ja, mislim, da je bil to ta FIBA window prej, ampak ne spomnim se zdaj čisto dobro. Ampak ja, takrat mi je bilo res to so pa res sanje, ki sem jih sanjal dolg in poklicu reprezentanco je bilo nekaj zame, veš, od začetka sem si želel najprej, da bom igral za grosupeljsko člansko, potem je bil cilj, da igram za Krko, potem je bil san, plan, da igram za NBA, za to. V glavnem, eden izmed teh ciljev je bila sigurno reprezentanca in sigurno sem bil vesel, ponosen. Tisto tekmo s Srbijo, pa tisto Španijo, to sem jaz vse pregledal v razredu, tako da če bi tam prišli v NBA-jevci, ki smo se prej pogovarjali, bi rekel, ta je blesel. Ker sem se drl noter, Dončić je razturil, Dragić je razturil,
res mi je bilo dobro. Mislim, da sem šel eno tekmo pripravljalno gledati, ker si bil ti na klopi za rep. Ali sem Olimpijo šel gledati. Tudi če nisi igral, iz klopi si dal zmer nekaj od sebe, glas, spodbudo. In tudi to je pač del športa, ne, da spodbujaš unga kaj noter. Lej, to je se najtežje naučiti, da si podpora tudi takrat, ko te ne rabijo fizično na igrišču. Da si humble in da podpiraš svoje igralce, da si tam za njih in to je to. Pač, če ne igraš, še ne pomeni, da si tiho in da ne ploskaš in da ne spodbujaš ostalih. In to je velik problem, tudi pri vseh otrocih, če pa ne bom igral, bom pa. Gre pa kaj drugega. In pol odnehajo. V bistvu pa vse, kar bi mogli, je sem naprej garati in čakati na svoj moment. Ker potem na evropskem je marsikdo sklopi dočakal svoj moment, da je zasijal, ker si najmanj mislil, ne vem, Dragič krči, Dončić neka poškodba in pač je mogla klop igrati in si mislil, zdaj pa to tone. Zato moraš ostati noter z glavo, ne smeš se ti sam ven vršta, ne. Moraš biti spodbujati, nikoli ne veš, kdaj bo priložnost, da boš ti mogel iti gor na igrišče, pa ponovadi se zgodi glih na koncu, ki je najbolj važen in takrat si lahko tudi največ reklame narediš, lahko si dvigneš samozavest. Eno z drugim, ne. Zakaj ti misliš, da nisi bil izbran potem, da odpotuješ na Evropsko prvenstvo? Kdo te je v bistvu, s kom si imel takrat, ali ti ali on? S kom si imel duel? Mislim, da je bilo zmeri tako, da je bil z Edotom Muričem, on je itak kapetan in dober je bil tudi starejši od mene, a veš, več izkušenj, Čančar, itak NBA, veš. A še vedno on? Zdaj je podpisal v Italiji za Olimpija Milano, za Euroligo, tako da upamo, da ga bomo lahko gledali. S temi fanti, veš, to so pač, veš, ko ljudje rečejo, pa nimamo nobenega NBA-ovca, pa imajo vsi, težko je priti do tja, veš, ni to tako simpel, kot si folk misli, pa imamo Čančarja, pa imamo Dončića, pa to je to. Ne, vsi tisti fanti, ki so reprezentanci, imajo nek cilj, imajo neko vizijo in imajo zaupanje selektorja in ljudi, ki vodijo reprezentanco in niso tam kar tako malo za hec. To so fanti, ki si zaslužijo, pridem delajo in to je to. S kom si imel, ne vem, najboljše odnose od igralcev, naprimer, veš, tako? S Čančarjem sva se poznala že prej, ker sva bila skupaj na Denver Nuggetsih, veš. Aha, okej. Tam, tako da midva sva se pokonektala čisto okej. Dončić pa je pač okej, sej kar je treninga je tam, pa se pogovarjamo, pa vse to sem pol, pa ima on itak ene kup obveznosti in tudi on rabi počitek na koncu. In svoj mir, ne. In pri kosilu, ko smo se pogovarjali vse to, ampak pač ko greš v sobo, rabam jaz počitek, on rabi počitek. Ti piše folk, lahko zrihtaš od itak. Sej, veš, on ne more vse, pač on je samo en človek z dvema rokama, dvema nogama in to je to, pač. Tudi on rabi svoje življenje, veš, in tako naprej. Jaz bom tebi napisal, Krampel, mi lahko zrihtaš svoj dres. Prav. To je to, stari. A misliš, da imaš, zdaj je bil, se pravi letos, sem bil pa spet vesel, ker sem zasledil, da si bil spet vpoklican in spet se približuje Evropsko prvenstvo, letos bo kje? Najprej smo na Poljskem, če se naprej uvrstimo pa v Latviji, če sem to prav prebral. A misliš, da imaš letos več šans, kot smo imeli takrat, da prideš zraven in da boš dejansko fizično prisoten na Evropskem prvenstvu? Ja, več šans imam sigurno, imam skoraj 10 let več izkušenj v košarki, tako da iz tega vidika pripravljen sem, jaz sem zdaj igral še, veš, sem zdaj prišel nazaj. Pravi, zdaj si igral, si rekel? Kondicijo imam. V Libanonu si igral? V Libanonu sem bil zdaj. Na play-offih si rekel? Tako da mislim, da šanse so, zdaj pa itak se moraš povezati tudi z ekipo, s trenerji. Veš, ni vse samo, koliko si dobro v basketu, moraš tudi izven igrišča biti človek, pa biti normalen, pa vse to, veš. Kako bi rekel, ena puzla v celi sliki mora biti, ker te mora selektor prepoznati. Kjero pozicijo pa drugače igraš, za tiste, ki ne spremljate tog basketa? Zdaj nazadnje, ko sem bil v Turčiji, celo sezono sem igral 3, 4 in 5. Tako da igral sem pa pač tam, kjer so me rabili ponuditi, Če je kakšen igralec ni mogel igrati te pozicije, pa lahko sem svojo, so mene prestavili na drugo pozicijo, pa je bilo pol lažje, To imajo najbrž trenerji zelo radi, da imajo v ekipi igralca, ki je sposoben igrati te pozicije. To je joker skoraj. Da ga lahko ponudiš. To je. Misliš, da to manjka slovenski reprezentanci, da ti prideš in imaš te 3 pozicije in
Ne, tako, smisliš, da boš dodatna vrednost? Ja, dodana vrednost, ja, sam ne moreš nič narediti. Ja, to je to. Ja, ampak tako. Da bi pa, če me pa sprašuješ, da bi lahko pomagal reprezentanci s svojimi izkušnjami, pa s svojimi sposobnosti, ja, jaz mislim, da bi. Jaz vem, da bi, tako da. No, se tazga te rabimo, odločnega pa tako. Tako, če bi me poklical, jaz sem skrajno resen, jaz se ne hecam, ne? In tudi, ko igram na polno za svojo državo, pa še toliko bolj, tako da se zmeraj pravijo, koliko je dobro igrati, ne, za svojo državo, pa zastopati grb slovenske zastave, pa tako naprej. Tako. Tale tvoja psička pa čist pridno, Ma pridna je najbolj, a ne, Eli? A si pridna? Čist je cik, sploh ne vem, da je zadaj. Kakšne, ne, veš kaj te bom vprašal, da greva mogoče tako finančno čez, zdaj nisi ti najbogatejši basketaš pa tako, ampak vsem si pa najbrž neko vsoto tako zaslužil, da živiš podobno, normalno življenje, malo boljše. Tisto 2 meseca, ko sem doma na let. Ja, ne, tako, a tudi razmišljaš za naprej, a si kaj investiral, ali si pač tist, ki si pač tako enkrat se živi, pa pač, mislim, da nisi čistko, no? Ker drugač bi imel avto, ne vem kakšen tako, malo si najbrž preračunal, kaj bo po karieri, najbrž si tudi kam pametno vložil. Ja, valjda, zdaj kupujem stanovanje na Rudniku, tako da ja, siguren si hočem ustvariti družino, s punco Anjo bova se kmalu zaročila. Aha, okej. Ja, to boš dal pol, ko bomo mi to že naredili gor. Dal to pol. Tako da ja, na plan je, da si ustvarimo družino, da začnemo resno ustvarjati družino in zaživeti življenje tako, kot ga živiš ti, na primer, približno, tako da si doma, da delaš, da si, a veš, da si fleksibilen. Težko je vedeti, a veš, jaz sem 10 mesecev doma, a ne? Pa tudi, ko imaš sezono, pač si v fletu, trening flet, tekma in nimaš nekega... Zato si pa pač tudi toliko plačan, a ne, da to riskiraš. Da pač si dal toliko lajfa, preusmeril to, ja. Imam nekaj našparan, siguren, če boš kaj rabo. Ne, nisem za tega. Za 100 let pa za kavo, boš dolgo. Ne, nisem iz tega vidika sprašal, ampak finance so, kako hočeš, nočeš delati tudi vsak dana in pač imaš slabe primere prakse športnikov in imaš dobre primere, ne. Ja. In pač ja, sem rekel, da vidim. Ja, ne, upam, da nimam pa to slabih. Kaj pa v bistvu pol hočeš delati po karieri? Kje se vidiš? Nekaj si omenil, bi treniral otroke ali si dobro tako vprašanje, ne vem. Prihajaš s kmetije, da jim mogoče se odklopil pa rekel, jaz bom zdaj kmet in... Če bi se dalo tega živeti... Bi najraje delal to. Ne, no, tako, kmetija je res težek del, to ni počitnic, pa to imaš 24 ur na dan, to je res težko. To je spet drugo garanje, ne? Tako da, kmetovanje sigurno ne, če imaš pa ti nekoga, ki ti to rihta, ja, okej, bi imel, ampak ne, kmetovanje sigurno ne. Ja, pa kakšna šola košarke za otroke, z otroci sem jaz itak, se razumem, tako da ni problema. Ne vem, ali pa kakšen biznis zaštartamo skup. Ja, kaj praviš? To mislim, če imaš kakšno Neko finančno injekcijo. avtopravljanco odpremo, čofa tam. Ti bom delal, sploh kaj takole vroče. Ja, da bomo nekaj zrihtali. Kava. Nisi pa nikoli razmišljal, da bi bil tako trener? Trener bi bil edin pod kakšnim pogojem, da bi bilo to v Sloveniji, ker res hočem biti doma, dost imam jaz. Ti imaš dost basketa, ide. Ne, basket je kul, če bi bil doma, bi bilo še lepš, ampak glej, tujina, ki greš ti stari za 10 mesecev, pač odklopiš vse ostalo, za en let daš na pauzo, a veš, in je res težko je. Zmeraj se vrneš najbolj zelo čustveno. Ja, pa tej, domotožje. Ja, tako pa. Mislim, čez tale pogovor sem začutil, da ti res ni bilo vse en, ko si hodil po svetu, oziroma ko še hodiš po svetu in da si zmeraj vesel, ko priješ domov v Račno. Ja, no, mislim, res. Zdaj itak živiva s punco na Viču, ampak res je lepo, res sem bil po velikih državah, res sem veliko videl, ampak tako, kot imamo mi v Sloveniji, tega ni, ne, mislim. Iz kakšnega vidika to misliš? Narava urejeno? Vse je zeleno, prej sva videla policaje, v Libanonu jih sploh ni policajev. Država razpadla. Tam so samo vojaki. To si ne znamo mi predstavljati sploh. Ne. Hrana. Veš, kakšno hrano mi pred drugim? Pa jaz, ki dosti pojem, veš. Pač to ne moreš dobiti po svetu. Take goveje župce, ki jo mami naredi. Itak. Je v Ameriki, da je to sam šit, ne? Ja. Če pa hočeš zdravo jesti, je pa drago. Imaš denarja, ne? Tako da, kar imamo mi tle v Sloveniji, moramo res spoštovati, res moramo imeti radi to naravo in jaz mislim, da
Ga ni lepšega, če si doma, Ne, jaz res uživam zunaj v gozdu, na travniku, karkoli. sprehod s psičko, Ja, res. pa da imaš svoje bližnje res blizu, ne, da so Ja, onkraj da luže. so dva avionska leta stran. A imaš tako kakšen spomin, a sva kaj skupaj ušpičila, vas se spomniš, nekje sva sigurno sedela skupaj, pa pač je bilo najbrž kar šundra v uni klopi. No. Ja, pri Gregorjevi ne, smo sedeli. Zgodovina. Ja. Zgodovino skupaj, pa smo malo noge imeli na mizi. Pa tako naprej. Pa je bilo pol krampel, lisjak. Pa pri angleščini je bilo zmeraj vsak dan isto. A sva mogla biti tam v prvi vrsti, glede na to, da sem jo popravila, se ne spomnim. Usedla sva se v zadnjo, to vem. Ja? Pa naj itek razsedla vsakega na svoj konc. Pol je bil mir, ampak nas je pa spet na konc leta skrb dala usesti za Ki je isto rekla, popravno ja. mizo. Videl se boste šla učit, hiši it, do, doesn't. Še zmer ne vem, ampak zmenam se Travme, ja, travme, stari. Bolje to, ker si to prinesel domov, ker si se mogel pol starši pregovarjati. Meni je bilo vse, jaz sem vedel, da bom to zrihtal, tako ali pa Ja, drugače. jaz tudi. Pač, ne vem, nisem mi zdaj to glup, da ne bi mogel te šole zrihtati, ampak Ne. nisem mi pa dal učiti. Pač jaz Je nisem bilo, za vse je bilo knjige. težko, kaj se Ivančna šola, gimnazija takrat je bila ena izmed najboljših ja. šol v Sloveniji tudi, ne? Mislim, Pa takrat so se je pa to gimnazica, ne? govorilo, ja. Pa dobro, lej, smo pregurali, zdaj se lahko temu smejimo, ampak takrat je bilo pa to, Po popravcu, ko sva ga rukala, sva šla še na Radler. na radar, Pa smo šli pa FIFA špilat, ko smo videli, da je profesorca tudi tam. Ja, da ne bo naj videla slučajno. Ja, bože, ko smo rekli, da se gremo učiti. Ne? Ja, ja. Ej, kaj je bilo pa enkrat, ko sem te s skuterjem peljal domov? O, bože. Predstavljajte si, jaz sem imel želero, ranarco, 50 kubov in pol za mano, en skoraj 2 metra človek, direkt ko za mano lahko gledal, jaz sem O, kaj že, to smo šli tam po ta star cesta, ne? Ja, valjda, drage, nisem smel iti. Mame, nisem imel prevoza do doma, sem rekel, a me ti Ej, peljal ne. res, jaz sem rekel, pa ja, valjda, ti skupaj, res, ja, valjda, greva. Ja, to sem jaz enkrat bus zamudil, ko smo gor fuzbal igrali zadnji, ali kaj je že bilo. Možno, ja. Ti si pa glih se hvalil s tisto žilero neki. Kaj sem se hvalil? Kaj nisi, dejni je. In sem rekel, dej me boš pa ti, se tu sem tlela na česi, res ni daleč. Pol urca pa so vlane, Ja, vse je bilo dobro, kaj? počas pa z užitkom smo prišli. Vrhunsko. Ma- Zdaj pa jaz tebe vozim. Ja, dobro, zdaj Cel krog, evo. Ja, kaj smo še kaj delali tam na Ivančni? Ja, plonkali smo tiste naloge domače, tako da smo Ja, naredili. jaz sem raj plonke delal, kakor pa da bi se učil. Ja, to smo mi dva z uspod naredila. Ej, Pa so a se ne? še podajala. Voda, a si En je prepisal napisal onak, une, ja. če boš znal te hieroglife prebrati. Takrat, če ni bilo ChatGPT-ja pa to, Ja, sam res. jaz sem to To ni vse na rokce Tako. napisal, Še sam, ko me je videl. 0,5 pisava, stari, ja. Ampak glej, če pišeš plonkce, jaz, ko sem pisal plonkce, jih sploh nisem pol dost rabil, ker Veliko pač si se naučil, ja. si se naučil, ker si napisal. a ne? Ampak meni je bilo tisto, a veš, nekaj, ki ne smeš, jaz sem vseeno Ja. to, jaz bom pogledal, da se prepričam. Ja, ja. Za vsak slučaj Ja. bom plonko. A Saj veš, imam prav, ampak Ja. Se zdaj gre proti Ivančni, neka debata je bila, da ne bo predolga, jaz sem ti tako dolžan še kosilo, tako da ja, superca, ne. ne, se ni panike. Ne, ni problema, ne. A Ti smo dali roko? Smo dali roko, to je to, pa pa sej ni, gremo. no, sej ni problema. Kako imaš pa plane zdaj za naprej, imaš še kakšno pogodbo zdaj, ali imaš tole v Libanonu, ali si to zaključil? Ne, zdaj? to je zaključeno. Fajn bi bilo, da bi jo imel, a ne? Da bi vedel za vsaj za par mesecev naprej, pa tako, a ne. Ja. Sam zaenkrat nimam še, čakam, oziroma pač čakam kaj božga. Te ta slabe itak pridejo kadarkoli. Ampak ja, neki tako, da bo v redu zame, da bo za punco v redu. Pa da bo še našparo pol za po karieri. Ma ja, Ne bo lej. sem za na mesec. Še kakšne 2 leti pa je to. A ja, sem še to računaš. Še 2 leti. Odvisno, no, odvisno. Odvisno od zdravja, Moraš tudi, ne? vedeti, da mu tle zdravje mi dosti pomeni in ne bi rad jaz pri 40 šepov, a veš. Kako se pa počutiš? Ali se Super. počutiš iztrošenega ali si tako? Ma, Sprejman jaz- zdaj še za 10 let, ali se tako počutiš? Jaz sem kanal drugač. Ok. Razumem. Naveličaš se tega lifestyla, veš, to priti domov za 2 meseca, po teh 2 mesecih ne vedeti, kam bo šel naprej, pa probati čim več na more, probati biti čim več narediti doma, pogrešal sem kositi travo, no, a veš, Aha. take stvari. Ja? Ko gre tep na živce, je meni ono, a grem loh. Ne, meni ne gre. A veš? Meni ne gre več, zato ker sem preveč delam za računalnikom in mi Ja. prvo pa še pol iti No, ven pač. iz sobe nekaj fizičnega narediti, tako da jaz te čisto razumem. Ali pa iz tega. naprimer fantje, punce, ki gledajo to na YouTubu,
govorijo, pa kaj ta boš zdaj travo kositi. Ja, ne, pa še mi je. A si do zdaj Marjanoviča na storju, stari? Ja, evo na traktorju. Traktorja se je posnel, stari. Kjera legenda. Koga si še tako, ki spoznal, mogoče te tega nisem toliko spraševal v NBA-u, mislim, ne vem, najbrž si šel na dosti NBA tekem. A si mi daj šanso koga tako spoznati? Ja, so prišli enih par, zdaj ne bodo to super zvezdniki, ki jih ti poznaš, a ne? Ampak so pa bili NBA-ovci, Kyle Korver, Doug McDermott, Anthony Tolliver, to so bili vsi te, ki so bili iz naše univerze. Čakaj, si rekel Cover ali Colver? Kyle Korver. A ta Bejc? Ja, šuter. Trojke full cepo. Ja. Vem kjere, stari, vem kjere. No, jaz sem z njim šuteril šut trening. A res? On je bil full hud šuter? Zato sem tih jaz cepil prej. Ja, hud je bil. On je zdaj sicer že mislim, pokojen. Ampak je bil hud. Prej na igrišču sem te vprašal že, se pravi, kjer avto si boš enkrat poroščil, ko si rekel, zdaj sem pa jaz naredil neki in... Ja, ti imaš kaj, imaš ti A5? Ma 5 imamo. Ja, no jaz sem pa gledal RS6-ko. A res? Ali pa Q7-ko. Fuck, to so avti. Da se človek usedeti, tako da sem jaz 2 metra, da se ne rabim usesti v go-kart, ne, pa da se odsedem kot človek, ne. Mislim... Pa tudi, če boš imel enkrat familijo, je fajn, da imaš en malo večji avto, ne. Če si res to gledal, pol si gledal pravo znamko. Ja, nisem jaz to nove zgodbe gledal, jaz sem še vsem gledal rabljene. Ja, pa sej. Veš. Lepo, nisem vedel, da si ti tudi za avti. Audi so mi všeč. A si se kdaj tudi z motorenke okoli vozil? Bolj ne, tebe... Veš kaj, nimam izpita. Aha. Fora je, da imam jaz samo do unga A125, a veš, tako je zdaj to nov, ne. Za večjega pa nimam, pa niti nisem imel prvo nisem imel časa, nisem imel keša, da bi šel to delati še dodatno, ker sem valjda za avto ga rabil, ne. Imam pa doma 4-kolesnika. No, sej, to sem mislil, ne, imaš kaj tako... Ja, grem, mislim, se usedem, malo za panoramsko vožnjo tam po hosti, zdaj, ki je sploh kaj vroče, je fajn, se tam zapelješ po senčki noter. Za dušo. Čelado daš dol, greš lepo 5 km na uro in se pelješ tam lepo. Res to. Pa ko priješ na cesto, valjda čelado nazaj in to je to. Registriranje, vse je delujoče, vse dela, tako da, to je lušno. Sploh če še koga zraven zapeljem, da uživa še ta oseba zraven. Ja, greš ta svojo. Vzameš dekco, greš ta, ja? Sva šla enkrat, zdaj ne gre, zdaj greva za Eriko, veš, gremo skužati tam kakšen piknik pa tako. Čeprav tudi Sona bi bila lahko 4 ja, naročil, ali? Veš kaj, boji se. A ja, pa itak, bi bila panika in pa se začne tresti in pa narediš več slabega kot dobrega. Martin, kaj bi mogoče svetoval nekemu mlademu, nadobudnemu košarkarju, ki želi priti v NBA? Kaj misliš, da je ključno, kaj ne upošteva, kaj ne dela? To je tako vprašanje, ja. Zelo dobro vprašanje. Najbolj ključno je to, da imaš željo. Ker če imaš željo, se da vse. Če zgubiš željo, pol ti agenti ne nucajo, starši ne nucajo, žoga je kvadratna, pol ti nič več ne nuca. Če imaš željo, se da. Kakorkoli boš najdel pot, vsak ima valjda drugačno pot, se ne rabi biti niti košarkaš, lahko je kakšen drug športnik, a ne. Ali pa izven športa, ne. Ja, sem podjetništvo, konca želja. Ja, ker rabi kdo kakšen nasvet, pa to naj se ne bojijo iti do trenerjev, naj se ne bojijo iti do agentov vprašati. Kaj pa je v najslabšem primeru ti reče? Ne, tako punco vprašaš, ali imam časa, ja, se bomo jutri pogovorili ali nekaj. Si se edin tako se boš naučil, ne, če boš pa sam šel čez vse napake, ki so jih oni delali, ja, pa nisi nič naredil, pa se nisi nič naučil. Malo več časa ti bo vzelo, da se kaj naučiš, ne, bolj da kakšen nasvet že prej poslušaš, pa ne narediš te napake. Tako. Ampak moraš pač paziti, koga poslušaš, pa koga ne. Aha, itak. A imaš v basketu kakšen najljubši trenutek, ki ti prvi pade na pamet, ki si ga doživel? Lahko tudi iz mladinskih selekcij, če ste osvojili. Ja, smo osvojili, kadeti smo zmagali v Sloveniji z Grosupljem, pa sem pa še z mladinci zmagal v Krki, ampak je bilo u nas Grosupljem bolj sladka zmaga, ker smo bili underdogi. Aha. Tako da ja, tisti je bilo res tisti najbolj tako. Ne, pa te tekme na Craytonu v Ameriki, ki je to 18,000 ljudi, ki oni pojejo tisto svojo himno. Ko vzklikajo konc koncev tvoje ime. Ja, ko prideš iz klopi, veš, ki je luč nate. Predstavitev igralcev. Ja, pač, ko dobiš kocine po koncu, pač noro, res noro. Zmeri, tudi tle zdaj v Libanonu, ko sem bil, navijači so 2 uri pred tekmo bili že v dvorani, že na bobne nabijali. Mi še tja nismo prišli, oni že tu. Veš, kje smo Slovenci 2 uri pred tekmo. Ja.
Dej vroče je, Mark, no dej kaj, bomo. A bi ti še kaj šutiral? Ne. Sva prišla na kraj zločina, zdaj greva nekaj dobrega pojest. Jaz sem ti dolžan. Evo, Hvala, ker si me premagal. Jaz bom pa za pijačo dal kaj. Sej ni problema. Ja, nič, Martin, hvala, ker si bil gost v tej naši seriji. In želim ti, da prideš v Repko in da prinesete medaljo domov. Hvala, hvala. Če imaš pa še kakšno sporočilo, da bi dal se pa, daj, zdaj imaš šanso. Ne, glejte Marka, Mark je legendica. Čopa! Cut.